Ja, vesel sem, da je z nami danes v Avtomobilnosti, kot ga je Andrej poimenoval, motociklistični doktor House, Robert Sušanj. Robert, lepo pozdravljeni. Mi poveste za začetek, kaj je vaša naloga v sklopu Agencije za varnost v cestnem prometu, ko pride recimo do prometne nesreče? No, najprej, da pojasnim, daleč od tega, da bi bil jaz kakšen doktor House ali pa ekspert. Jaz sem enostavno motorist, ki po 30 letih motorizma še vedno na novo odkrivam določene skrivnosti vožnje motorja. Predvsem pa poskušam ugotoviti nevarnosti in nevarnosti, ki pretijo na motoriste. Istočasno sem motorist, ki je v prejšnji službi imel možnost blizu videti posledice prometnih nesreč, posledice napak motoristov in v končni fazi, kar je včasih malce težko povedati, sem tudi imel možnost pozvoniti pri raznih vratih, obveščati svojce o tem, da je motorist ali motoristka bil udeležen v prometni nesreči in seveda te prizore težko pozabiš. Tudi zaradi tega sem zelo vesel, da imam v okviru Javne agencije za varnost prometa možnost presojati prometne nesreče motoristov, ugotavljati, kaj je motorist dejansko storil narobe, kaj je spregledal in s tem nekako dodati kamenček v mozaiku boljše prometne varnosti. Mene osebno, za razliko od policistov, ki na kraju predvsem definirajo pravni vzrok prometne nesreče, zanima konkretno ravnanje motorista. In glede tega opredeljevanja tega vzroka sem bolj svoboden. Bolj jasno lahko rečem bobu bob, bolj jasno lahko definiram ta vzrok. Zanima me, zakaj je motorist ravnal tako, kot je. In v tem kontekstu me zanima tudi zgodba motorista. Mene zanima, kdo je bil ta motorist. S kakšnim motornim kolesom, na kakšni vožnji je bil, kako je on dojemal motorizem in z tega vidika poskušam še vživeti njegovo zgodbo in lažje razumem njegovo ravnanje. Jaz pa poskušam to ravnanje definirati skozi moči motorista, zato o tem lahko bolj ali manj naknadno po nesreči sklepam z neko visoko mero verjetnosti. In tudi zaradi tega so moje ugotovitve bolj namenjene nekem analitičnem pristopu in ugotavljanju nekaj ponavljajočih se trendov napak motoristov v teh prometnih nesrečah, kar dolgoročno lahko prinese tudi do sprememb programov usposabljanj, kar bi vsekakor pripomoglo k temu, da so motoristi na cestah lahko bodo varnejši. In kakšni so rezultati? No, najprej naj pojasnim neko zmoto, ki velja. Kdor misli, da v prometnih nesrečah motoristov umirajo divjaki, tisti, ki imajo popolnoma zgrešen odnos do prometne varnosti z nekimi močnimi motorji, napačna presoja. V prometnih nesrečah večinoma umirajo povsem običajni motoristi, ki so, celo pripravljeni spoštovati, prometne norme, pravila, vendar pa v določenem kritičnem trenutku niso bili kos situaciji. Ravnali so lahko tudi hitro, vendar pa napačno. Naslednja ugotovitev, večina teh nesreč motoristov se zgodi popoldan. Po neki daljši vožnji, v dopoldanskem času na začetku vožnje smo skoncentrirani, smo pozorni, pazimo na svoj sedežni položaj, popoldan smo bolj sproščeni, manj osredotočeni na vožnjo, predvsem pa dobimo nek občutek, lažen občutek, da nam gre vse kot po maslu, motorno kolo vlada, nič se nam ne more zgoditi. In kritični trenutek v popoldanskem času pripomore k temu, da naša reakcija ni optimalna, je napačna in vodi v prometne nesreče. Ne smem pozabiti vožnjo v skupini, vožnjo vsaj v paru, ki pomeni na motorista, sploh manj izkušenega, nek podzavestni pritisk biti primerljiv in to vodi v neko pretiravanje, v neko vožnjo, ki je v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Vstopanje v ovinke, linija vožnje skozi ovinke, izjemno pogosta napaka in seveda zaviranje. Zaviramo nepravilno, pretiramo, premiljamo zgolj eno zavoro oziroma zaviramo v položaju, ko je motorno kolo nagnjeno iz svojega ravnotežja in s tem še dodatno porušimo ravnotežje motorja in nujno vse skupaj vodi v zdrs motornega kolesa. Gre za povsem praktične napake. Kar nekaj prometnih nesreč je, za katere bi lahko trdil, da motoristi niso poznali svojih limitov in so enostavno
tok dogajanja prepustili usodi. Da je bila še vedno možnost nagniti motor v ovinku, je bila še vedno možnost zavirati in da bi se ob nekem intenzivnem zaviranju še vedno lahko rešil, pa tega niso bili sposobni. Zato toliko bolj poudarjamo, da morajo motoristi svoje limite in limite motornega kolesa poznati. Te limite pa lahko spoznava izključno na treningih varne vožnje, v delavnicah varne vožnje, v nekem kontroliranem okolju pod nadzorom inštruktorjev. Kdor sedaj misli, da bo svoje limite spoznaval na cesti proti Jezerskim, je seveda v veliki zmoti in vse navedeno mi ni treba ponavljati, vodi zgolj samo v prometni nesreči. No, Javna agencija za varnost prometa te presoje izvaja že nekaj let. Prednost teh presoj je, da je ob meni na kraju vedno tudi presojevalec cestne infrastrukture, ki presoja cesto, prometno signalizacijo, presoja preplastitve in številne druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na prometne nesreče. Jaz sam ugotavljam predvsem ravnanje motorista. Zanima me, kako je reagiral v situaciji, na kakšen način, ali je kaj spregledal in tako naprej. To lahko ugotavljam predvsem na podlagi sledov, ki so na kraju prometne nesreče, na podlagi poškodb motornega kolesa, ker poskušam ugotoviti neko dinamiko dogajanja, tudi z razgovori z mogoče kakšnimi pričami, seveda so pa najboljši sogovorniki, najbolj strokovni sogovorniki so kljub vsemu prometni policisti,